Mladinski center Krško je s konzorcijskima partnerjema Celjski mladinski center in Mladinski center Bitež Črnomlja pričel s projektom Mladi v praksi. Za ta namen smo pridobili sredstva v višini 178.000 evrov. To so evropska sredstva iz socialnega sklada, ki so deljena v razmerju 80-20, evropska in slovenski del. S tem projektom Mladi v praksi MVP pa želimo pridobiti 40 mladih, brezposelnih, ki se bodo vključili v projekt, šli skozi 200-urno usposabljanje z različnimi delavnicami neformalnega izobraževanja in na koncu pridobili kompetence, s katerim bodo nastopili na trgu delovne sile, in od teh 40 naj bi se 26 oseb zaposlilo. Usposabljanje že poteka. Trenutno je v Krškem vključenih 9 udeležencev. Najprej so začeli z javnim nastopanjem, zdaj trenutno poteka nevrologistično programiranje, potem pa bojo sledile še ostale delavnice. Zdaj smo malo pohiteli, zato ker nas je ta koronavirus malo omejil pri naši izvedbi in smo se potem odločili, da še pred poletjem dokončamo to delavnico. Tekom prvega tedna smo se predvsem ukvarjali z nekimi osnovnimi elementi javnega nastopanja in z tem, kako postati dober govorec, predvsem z namenom, da mlade pripravljamo na te razgovore, ki jih čakajo, pa v bistvu tudi na bodoče predstavitve v življenju, ko jih bodo imeli. Tako da v bistvu to predelujemo na en tak poseben način, se pravi skozi neformalne metode, v čim večjem obsegu na tak način, da udeleženci preizkušajo vaje in da se potem o teh stvareh pogovarjamo. Tako da nek tak princip delovanja imamo, learning by doing. Cilj je torej, da se mladi usposobijo za učinkovito nastopanje na trgu dela. Želimo si pa tudi mreženja z delodajalci, da se bodo spoznavali med sabo, ker je nek drug način, ko se tudi delodajalci sami predstavijo svojo poklicno pot, kako so oni prišli do tega delovnega mesta, ki ga danes opravljajo, se z njimi udeleženci tudi poistovetijo, se na tak način spoznajo in mogoče se spletajo kakšne nove niti in mogoče nove zaposlitve. Razlogi za vključitev so pri vsakemu udeležencu drugačni. Anja Krušnik-Crinski si je zaželela spremembe poklicne poti. Bila sem do zdaj dramaturginja, večinoma sem delala v Mestnem gledališču ljubljanskem. Letos pa sem nekako, ker smo tudi ustanovili kulturno-umetniško društvo Mokriške vrane in sem znotraj tega predsednica in sem ugotovila, da v bistvu uživam v organizaciji in uživam v vodenju in uživam v oblikovanju različnih nalog in različnih projektov, da sem si v bistvu želela biti nekako bolj samostojna. Tudi tekom dela mojega v gledališču so me začele zanimati druge stvari, ker sem delala z vrhunskimi PR-ovci, me je začelo tudi to med drugim zanimati, tako da se tudi v društvu temu posvečam, tako da ja, druge stvari enostavno. In kakšna so pričakovanja? Ja, zaenkrat bom rekla tako, glede na to, da se vrhunsko odvija, so pričakovanja zdaj precej visoka. Itak na koncu si vsi večinoma želimo zaposlitev, ampak mislim, da pa pridobivamo toliko na tej samozavesti, da se bomo počasi tudi nekako našli v tem, kar si resnično želimo in da ne delamo nečesa, da smo samo zadovoljni s tem, z določeno službo, ampak da dejansko tudi v njej uživamo in imamo mi nekaj od tega, ne pa samo zaradi plača, ki jo dobivamo in pokrivanja položnic. V letošnjem letu se bodo izvajale usposabljanja v Krškem, Celju in Črnomlju. V letu 2021 pa bodo ponovili usposabljanje v Krškem in Celju.